zastavljenimi programskimi nalogami, ki so bile vse tudi vsežene. Sredstva so bila porabljena namensko in v skladu s sklepi pristojnega organa združenja. Nadzorni odbor na predlagano poročilo o delu in finančnem poslovanju združenja v letu 2012 daje pozitivno mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naše društvo nima poročila. Namreč moram povedati, da smo člani častnega sodišča spremljali delo upravnega odbora, bili smo na vseh sejah, ki jih je imel, in poteka delo nemoteno in mislim, da si upravni odbor s takim delom zasluži en aplavz, kar je naredil v tem letu skupščine. Tako, spoštovani, poročila so podana, odpiram razpravo. Prosim za razpravo, kdo bo razpravljal, da se predstavi, kdo je, katero agradno skupnost predstavlja, in s temo prosim, če ste čim bolj korektna, bolj oska, bolj jedrnata, da bomo čim prej tudi zaključili našo skupščino. Izvolite. Potem izdelovali dobro denar, uspešno porabili. Ja. No, če je 4-mesno število, potem res je težko. Bomo še enkrat podarili, denar se res izključno uporablja za materialne stroške. Če ni pripomb, dajem poročila na glasovanje. Izvolite, glasujemo. Kolegi. Ja. Kaj gremo, če je kdo proti ali gremo kdo zdržan? Potem smo po kitajsko vsi ki nam 30 za. Zapisni karta, enostavno se nekaj lepa. Hvala. Potem gremo na naslednjo točko, to je 6. točka, program dela za leto 2014, finančni plan za leto 2014 in strategija razvoja Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. Program dela za leto 2013, to prvo bom sam prebral, torej, kot sem že omenil, je velike zalogaje proizved na današnje skupščine Združenja Klub Lukovici, to je garanja, če tako reče, kolege, pravnico in pravnike, tako kot so se tudi predstavili, iz MKO-ja in tudi iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Aktivno sodelovanje pri nastajanju nove zakonodaje, kar sem že omenil gospodarji in gozdovi, to vam je danes verjetno gospod Vito kar precej povedal, on se da tudi tako razbort, da začne tudi po telefonu. Mimo Kmetijsko-gozdarsko zbornico, menim, da nimamo tam predstavnika, zveza, če se to reče. Drugo, kar bi pozoril, drugo leto vendar bodo spet volitve v Zavod za gozdove. Rabimo predstavnika na sedežu v Ljubljani in rabimo predstavnika agrarnih skupnosti v enotah pomočnih. Brez tega se da funkcionira. Ne vem, kdo soseda naše mesto, na glas tam, koliko poznam zadeve, so različne po pomočnih enotah, ki so nekateri enotar, ne vem, po kakšnem kopitu ali po kakšnem načinu, te stvari treba preveriti pri Zavodu za gozdove. In stvar se resno in predstavnik. Kolega Hagen, hvala za pripombo. Strinjam se, da je potrebno, da smo tudi mi v teh komisijah. Srečo pa smo imeli, dobro vemo, da letos v maju mesecu so bile volitve v kmetijsko. Smo nekako tako planirali, da bi potrebovali nekako prihodkov v višini 5600 evrov. Zdaj, to bomo razporedili med stroške storitev, ki bomo pokrivali glavne storitve pa materialne stroške. Zdaj, ker pripravljamo strateški plan po dejavnosti, tudi nismo pa obdobili tega plana, ampak da bomo verjetno s tem svojim aktivnosti pripravili tudi finančno. Tako da nekako bi ta sredstva, če nam bo uspelo zbrati, to smo tudi začeli zdaj nekaj donatorji, s vašimi prispevki, članarinami, da bomo pokrivali za stroške. Kolegica, hvala za poročilo.
Dajem na glasovanje poročilo. Nično bojezen, če kdo je pripravljen. Že sami ugotavljamo, da že država nima določenih neke vizije, kako se bo to izvedlo, zato je vsaj na naših organizacijah za to specifično področje potrebno nekaj narediti. In tukaj bomo mi skupaj najprej v upravnem odboru pripravili nekaj zasnovov te strategije, potem bomo seveda po nekaj razpravah v petine, po terenu malo preveril, sondiral, kako in kaj naprej, sestavili nekaj težkih dokumentov. To bomo potem na naslednjem tretjem odboru sami programi skupnosti lahko potrebili in imeli nekaj dokument, ki bo dolgoročno še naravno. Hvala lepa. Če še dodam besedo, smo poslušali predstavnika MKO-ja, gospoda Kaznerja, ki veliko nam govoril o zakonu sprava. Izvolite. Račune bomo poslali zdaj, potem tako izpolovani delo in lani smo šli s predračuni, letos bomo pa poslali račune, ki naj bi bili z valuto do 31.3. za plačili. Povemo mi pozoriti, da se ne bodo te račune izgubili. Spoštovani, se hvaliram se vam za tvorbo sodelovanje. Prosim? Ja. Odprto je. Tam torej namreč povabili smo, če je povezano z delavnice, Ne, ko je govoril o lastnini, da smo imeli posebna lastnina. Po neki logiki to drži, po drugi pa ne. Ko govorimo o nujnih deležih, nas obremeni sodišče po izplačevanju po zakonu o zaščitenih kmetijah. Vemo, da je ustava tako narejena, da po nujnih deležih hodijo vsi državljani in tujci. Koncesije imajo drugi. Vse je prosto to prešerno, mi smo pa tisti, ki moramo res posebno. Tako da smo res neka posebna vrsta lastnine in bi pred tem gledali tega deleža, rezali sodne prakse, da ni tiste, da ne muni, vemo, da se skrbno spocalo, da treba narediti je red. Tako da jaz slučajno imam nekaj soroke, kot čez občine Dolina, ne v ta svet, pa je vprašal, da bo dala občina Dolina, ne. Prve smo moramo, mi, ki smo delali v Dablišku, smo skrbeli zakone skupnosti v Sloveniji. Vse 50 let, 15 let, 20 let smo vzeli to vračanje, zdaj pa pride nujni delež, pa bomo še 15 let samo delati. Da pa za koga. Za ti zaradi nič narediti. Ta zakon smo rekli, da je 22, tako je bil narejen, te popravke je narediti pod nujno. Tako da mora se funkcionirati. Skutvino, da je dobra pripomba. Med tem časom se mi je podal oglasen Štatjaš Andrejašič, tako da bo odgovoril pri razpravah s delavnice. Če odrazimo pripombe bude, če ni, lepa še enkrat vsem, ki smo se zbrali danes, da izpeljamo to drugo skupščino Združenja predstavnikov agrarne skupnosti Slovenije. Kaj si želim, pa vredno se mi pridružujete, da se bo številka, ko se drugič vidimo na drugi skupščini, vsaj predvega. Hvala lepa. Preden pa zaključim, mi je naš generalni sekretar dal, da moramo izpolniti anketo, s katerimi vprašanji bomo pokazali probleme, ki jih imamo v agrarni skupnosti. Kje pa so te ankete? Tisti, ki se spomnili, pa lahko potem pospisali na tej mizi, ne? Ostali, ki niste, bi pa prosil še. Torej, kdo niso zelo pomembno vprašanje, kaj vam agrarna skupnost sploh pomeni, se je dobro. Še enkrat hvala lepa, torej ostanemo tako kot so, samo na to mesto se usedejo moderatorji in želim nam še naprej uspešno delo. Hvala lepa. Te zgodbe ne bo. Zelo, bom rekel, upoštevati dobre prakse te naše silne Evrope, mi smo pač nekaj drugačen, tudi pravice, stečena prava smo včasih rekli, nam zdaj nekako trasijajo tudi to,
bomo rekel, smer zakonodaje na tem področju agrarne operacije oziroma agrarne operacije ali pa skupnosti so poseben segment. Država ima skozi kmetijstvo kot panogo, skozi kmetijstvo, ki zagotavlja osnovno prehransko zmožnost države, torej strateški interes, če je agrarnih skupnosti 10% najobčutljivega slovenskega prostora, ima jasno pravico, da postavi smernice in smernice so jasno dane. Treba narediti zakon, ki bo primerljiv s italijanskim in avstrijskim. Skratka, več ali manj vse to poznamo. Bom rekel, poznamo kako in kaj. Treba in jasno, da bo znotraj te snovanja te zakonodaje, bom rekel, treba obvozati, ne obvozati, ali pa bom rekel, pasirati tiste predsodke, ki jih zdaj imamo. Zdaj smo lastniki, pa ne lastniki, vsak lahko počne, kar hoče, odlova, tako kot je Šimac povedal in tako dalje. Skratka, lastnina, naredimo lastnino, vse zakonske pogoje za dostojen dolgoročen upravljanje s temi zadevami. Lahko pa mislim, če bo to, tako kot tu slišimo totalno liberalizacijo v 10 letih, bo to turizem, apartmajske zahteve in tako dalje, nekateri že koncentrirajo lastnino za to, da bojo naredili svoje lovišča in tako dalje in tako naprej, žalost od spredje in od zadaj. Prosim, zelo, bom rekel, precizno bo treba to zadevo rešiti. Hvala. Hvala. Vse to res je vedel predhodnik. Škoda, da je zapustil predstavnik iz kmetijskega ministrstva, ne? Pravnik, da je slišal zadeve, ki so napol sjaljene se strani države oziroma pravnih enot, da smo registrirani nekateri, tudi naši zemeljci so registrirani, niso pa da bili premoženja vrnjega, ker je rok potekel. To je nepomljivo. Spravi, da tle, zadnji, če sem njemu to omenil, ko so bili na zbornici, dol, da bodo mogli srepo, ne bomo dva zakona delati, enega za naše zemeljce, enega za nas, tako da tle bo treba rok obvezno podaljšati. In saj tisti, ki so že registrirani, zaključijo zadevo, oziroma mogoče tudi tisti. Če samo rečem en podatek, za okraja Koper so zdaj v Pohrijskem arhivu 48 agrarnih skupnosti je bilo leta 48. Spravi, registrirani je bilo 13, 14, vse to drugo se narediti. Če bi bili 2-3 bi šlo k razumu, so bili manovarni, ampak postopki in vse stvari, ki so bile te okoli, so bile težke in to bi treba spustiti. Hvala. Malo drugače bom že začel in sicer vprašal se bom, ali smo mi šli pred 20 leti v kapitalizem ali ne. Torej, če smo šli v kapitalizem, pa moramo počasi pozabiti socialistične navade in se nekaj vprašati, od koga bomo plačali, s čim bomo plačali državno administracijo. Državno administracijo bomo mi vsi plačali z davki in pa seveda vso skupno porabo, ki jo potem nazaj dobimo. Vendar, da bi plačali davke, ne mora država omogočiti, da pridemo do lastništva, ker ti osnova za davek je lastništvo tako ali drugačno. Zaenkrat, po 20 letih na agrarnih skupnostih na lastništvu ni narejeno z vidika države nič, pomeni država ne želi davkov, oziroma država je začela pobirati davke od stroja, ki ga imamo, da se tako preprosto izrazi, brez da bi nam dali elektriko, da stroj davka. Mislim, kje smo, zakaj se gre? In danes umimo ali pa skušamo umiti neke svoje načine, zato da jih bomo potem, ko bomo z Evropo delali, ko bomo naredili drugačne načine, popravljali in zopet dobili za to plačilo. Pa ne bi šli rajši pogledati, kako imajo to zunaj narejeno v kapitalizmu. Daj pa hvala. Še kakšen komentar na to temo pravnih zadev? Če ne bi prišli na četrto delavnico, pretretno to, da je v zvezi z
Ja, naša skupina se je ukvarjala z perspektivnim razvojem vlogo agrarne skupnosti v odnosu do kmetijstva in podeželja. Se pravi, to je dejansko bolj širša področja, kot smo jih zdaj obravnali v dveh točkah, ne, pomeni, da smo dejansko zajeli en del tega, kar je bilo že povedano, in mogoče malo bolj abstraktno, ne, se pravi, ni tako konkretno. Že takoj na začetku smo se pač udarili kot ena veliko oviro pri nadaljnjem razvoju, se pravi, pač ta neurejena zakonodaja oziroma lastništvo, ne, tako občinstvo kot deleži, predvsem pa dejansko vprašanje agrarne skupnosti tudi ljudje, ki ne pripadajo lokalnemu okolju, ker pomeni, da imajo tudi v tem smislu drugačne cilje in drugačne želje oziroma pač pridobitev drugih dobrin iz te agrarne skupnosti. Se pravi, glavno gre za te meščane, ki živijo pač v enih lokalnih mestih in ne živijo z lokalnim okoljem. Potem se je izpostavila tudi participacija, se pravi, da ni dovoljšna participacija agrarne skupnosti, pravi, vemo, da smo šele dejansko nekako na sanju in večinoma agrarne skupnosti še ni še vključena v normalno družbeno okolje oziroma normalno družbeni razvoj, še nima še tega pravega vpliva tudi v lokalnem okolju, nekatere pa sodelujejo, nekatere ne. Glavno še ni tega vpliva agrarne skupnosti, ki bi ga dejansko pričakovali oziroma ki bi ga morali imeti. Prav tako se je sled zgodovini pač tega procesa se je zapostavilo prenos tradicije agrarne skupnosti. Kot konflikt med mlado in pa stara generacija, se pravi, starejši ljudje poznajo, kako se to upravlja s premoženjem v prostoru oziroma v času takratnem so bile določene norme postavljene, in tega se nekateri še zdaj držijo, potem kot mladi, ki prihajajo, ki postajajo lastniki teh deležkov kartvolja, ali so drugače vključene agrarne skupnosti, se pravi, teh tradicij nekako ne poznajo, tudi zaradi tega, ker jim ni bilo to predočeno. Se pravi, tukaj nas čaka določena naloga. Slabo imamo, kot lastniki sedajni, imamo slabo izkoriščene naravne vire, slabo izkoriščene gozdove. Se pravi, kmetijska dejavnost je zamrna na teh površinah, ravno tako izraba drugih virov. Tam se treba tudi zavedati, da so te naravne vire se v tem preteklem obdobju porastili v drugi, ki dejansko jih noče izpustiti pač iz svoje oblasti oziroma svojega upravljanja in s tem pridobivajo dohodek, čeprav je to naše resnično, to so različni vodni viri, različni minerali, ki jih upravljamo gospodarki. Potem izpostavilo se je premajhna, tako kot prej, premajhna vključitev lokalne skupnosti, tudi premajhna vključitev v možnosti prijave v razvojne programe, nedovoljno sodelovanje z lokalno-akcijskimi skupinami, pač izkoriščenje sredstev iz programa razvoja podeželja. Po drugi strani je pa ta ovira, da dejansko je to neurejeno status agrarne skupnosti in se kot take tudi ne more prijavljati te programe. V določenem deležu pač mogoče. In s tem je tudi problem pomanjkanje znanja oziroma pomanjkanje kadra določenega pri delu agrarne skupnosti oziroma sodelovanje, nedovoljšno sodelovanje s strokovnimi službami oziroma nedovoljšno oboje stranske komunikacije med strokovnimi službami in pa agrarne skupnosti. Tudi dejansko v tem smislu nekako smo mogli verjetno agrarne skupnosti reorganizirati in tudi pridobiti določen kader, ki bi delal na teh programih razvojnih. Tako da imamo na drugi strani, pravi tisti, ko smo že omenili, velik pritisk teh organizacij, ki so upravljali s temi viri in ki hoče to obdržati. In pa še omenjeni drugi nevarnosti problemov. Imamo pač nekatere močne inštitucije, korporacije, kako jih imenujemo, ki so pač finančno oziroma kapitalsko izredno močne in seveda hočejo obvladati prostor in so zato marsikaj pripravljene dati. Stvar je v nas, ali bomo temu popustili ali ne bomo popustili, ali pa bomo ohranili prostor in naš vpliv nad njim. In dejansko, kot ena taka velika priložnost je seveda v današnjem svetu, ki je več manj vsaj Evropa, recimo, ki je več manj degradirana, Slovenija pač to, če je ohranjeno naravno okolje, tako da tukaj je velika priložnost izkoriščenja oziroma pač prodajate naše biotske pestrosti, spravno več kot 35%, tudi 30% Slovenije je pač zajeto v Natura 2000. Pravi, že tu je neko priznanje, pisala pa po drugi strani tudi poviro za gospodarjenje oziroma upravljanje naših premoženj, ki postavljajo določene zahteve in tako se pravi tudi določene finančne, potem malo vse. In
na koncu, se pravi, agrarne skupnosti morajo povečati družbeno moč, se pravi, povečati morajo participacijo v vseh procesih, tako tudi predvsem v procesu urejanja okolja, sodelovati morajo pri dejansko prostorskih regijih, pri prostorskih planih, ki jih občine naredijo, sodelovati morajo pri razvojnih programih, pri nastajanju razvojnih programov, sodelovati morajo tudi pri postavljanju zakonodaje in tako dalje. Tako da dejansko v tem smislu treba povečati to družbeno moč agrarnih skupnosti. In s tem se bo potem mogoče bo večja participacija in te družbene strukture se dejansko bojo tudi bolj upoštevale in seveda s tem se bo izboljšalo tudi upravljanje. Hvala. Zdaj pa bi prosil moje člane delovne skupine, če sem kaj nekorektno poročil, oziroma če imajo kaj za dodati. Najprej, bolj pa drugi. Jaz bi nekaj dodal še. Kar je Evo povedal, to je resnica. Tudi lastniki oziroma podeželjani vplivati na razvoj podeželja. Imamo regionalni center, imam izkušnjo v Kopru, ki pokriva vso zunanje politike. Se rekel, kje pa imate predstavnika agrarnih skupnosti, ki pokriva cel Kraški rok, od Sosednega do Rogitovca. No, ni pravi vsega narabeno, ne? Se pravi, vsi drugi notri mafioži se rinje trenutno na svet in to obravnavanje, se pravi, se kako ste pa gradili, kako ste infrastrukturo delili pred njim lastnika. Ja bom pa vprašali, pa zakaj ga nočete noter v vaš svet? Sramota. Še kakšen kaj za pripomnik? Drugače bi jaz samo hitro še, hvala Evo, kar se tiče te delavnice, ki sem jaz vodil. Mi smo govorili o aktualni problematiki upravljanja agrarnih skupnosti in smo pač govorili o 6-7 točkah. Pogovarjali smo se o problematiki, ki smo jo zaznali v neaktivno in pasivno članstvo, ki ni več povezano z agrarno skupnostjo. Potem smo v drugo točko govorili o različnih pogledih na pomen agrarne skupnosti znotraj članstva. Danes smo govorili o problematiki pomanjkanja vključenosti mladih oziroma mlajših članov v delovanje agrarne skupnosti. Ter tudi smo se pogovorili o obremenjenosti vodenja te agrarne skupnosti in zahtevnosti, ki danes skoraj brez pravne pomoči ne gre. In nadalje smo govorili o teh težavah glede delnih postopkov, ki je tudi povezano s prvo točko. In zaključke smo potem potegnili pa podobne, kot so potegnili v prvi delavnici. Se pravi, nekako večja pristojnost nekim upravnim odborom skupščinam, govoriti o agrarnih skupnosti kot eni obliki pravne osebe in pač, ja, tukaj nekako smo zaključili. Zdaj, če imate še iz moje skupine kaj za dodati, da sem jaz narove povzel, lahko zdaj povej, drugače pa če imaš še kakšen komentar. Ni? Ok. Prvi pa jaz zaključil to delavnico. Ja, Jelena. Ja, bi sem še besedo, ker se približujemo koncu, bi nekako ta naš dogodek smo povabili nekaj sponzorov, da so podprli in da smo pripravili tudi seznam teh podjetij, ki so podprli ta dogodek, tako da želim, da bi to še videli, da boste seznanjeni s tem. Hvala. Ja, no, vete, ko imamo mi močne sponzore. Ja, hvala Renko, da na to spomena. Še ena zadeva se je zgodila vmes. Imamo še eno agrarno skupnost, ki se je odločila, da bi pristopila v naše združenje tekom razprave. Tako da še smo že tukaj na tem naši skupščini, pa dajmo glasovati še za to agrarno skupnost in jo vključimo pod tretjo točko, kar boš predsednik Tito uspela odsprednika res. Sekretar je povedal, torej samo tako malo zavil v celofan ali pa to razgalo, če lahko pravi besedo, kakšna je naša moč. Torej, gospodje iz agrarne skupnosti Tomaj so se danes odločili, prepričani, da je prav, da stopijo v naše združenje in če prav vem, je podpisan spod našega. Kdo ima?
Torej, to je glavna skupnost Tomaj, kdo pa jo? Tomaj, Dragotin, Črne. Hvala, Kristina. Je izven skupščine, smo jo že končali, vendar prosim, da potrdimo, zakaj. Želijo biti naši, na drugi strani bomo imeli pa mi isto moč, ko bomo rekli, ni več 40, ampak je 41, torej vsaka številka šteje. In to pomeni, da bomo mi zdaj tudi več agrarnih skupnosti, oziroma eno več. Zato predlagam, da prekršimo vsa pravila in glasujemo, da sprejmemo še v našo sredino agrarno skupnost Tomaj. Hvala lepa. Zapisali bomo zapisnik, da so tudi naši člani in vam čestitam, hvala lepa in prijetno počutje in tudi tvorno sodelovanje z nami vsem skupaj. Hvala lepa. Stvar se mora nekje zaključiti in ta se je nekako zaključila. Naša kolegica Šmarina je prav, da je tudi podarila sponzorje. Moram reči, da smo presenečeni v pozitivno smer, koliko je bilo tih sponzorjev. Vsi niso to številke, veste, 1000, 10 000 evrov, ampak tudi 20 evrov nekaj pomeni. Nekdo verjame v naše delo in verjame v našo boljšo prihodnost. S tem bomo zaključili, v spodnjih prostorah nas pa čaka postrežba, torej čaka nas nekaj toplega za pojest, pijačo si bomo postregli sami, pili bomo dobro vipavsko vino, ki ga je poskrbel naš generalni sekretar, je rekel, da je na točo prisoda pri zidu, omeni, da je dobro. Hvala lepa, želite za današnje srečanje.